Lep pozdrav z Arene Bonifika in s prizorišča letošnjega 9. mednarodnega festivala sladic in sladkih izdelkov Sladka Istra. Danes imate priložnost poskusiti tudi sladico Carpaccio 500. Zakaj gre? Torej gre za sladico, ki je nastala v sodelovanju z projektom Carpaccio 500. In želeli smo narediti neko sladico, ki povezuje tisti star zgodovinski čas in današnjo moderno sladico. Kar ni bilo ravno najlažje, so se takrat spoznali le začimbe, kot so sol, poper, ingver, kar ne spomne na sladico. Smo pa potem razvili v bistvu neko kombinacijo temne čokolade, ingverja in raznoraznih začimb. Posebnost je predvsem ta, da je sladica posuta z soljo in poprom. Tako je. Danes na Sladki Istri jo lahko poskusite, sicer pa v kavarni Triglav v Kopru. Sladka Istra je vsakeč znova priložnost, da poskusite najrazličnejše sladice. Seveda med njimi ne manjkajo dobrote z naše Sladke Istre, kot so denimo kroštoli, miške in druge dobrote, ki jih pripravljajo tudi naša društva. Kot vidimo, tukaj se že nekaj pripravlja. Kaj nam boste danes ponudili? Lepo pozdravljeni, prihajamo iz Turistično-športnega in kulturnega društva Sveti Miklavž. Za danes vam ponujemo hroštole, rolado od orehov brez moke, potem kroglice rumove, refoškov in malvazij in liker. Tukaj pa žene direktno bomo cvrli miške, tle, kjer se pripravljajo trenutno in zdaj bomo dali v olje, tako da vsem lepo vabljeni na pokušnjo naših mišk in vseh ostalih dobrot. Tako kot ste videli, veliko stojnic, na vsake se nekaj najde, tudi zdrave sladice, za tiste, ki imate morda razne zadržke glede alergenov, glutena, vsak bo našel nekaj zase. Tukaj imamo že našo slaščičarno Klasiko, ki nam bo tudi ponudila sladice z Istre. Kroštoli so tukaj in bomo še povprašali, kaj nam ponuja danes slaščičarna Klasika. Zdravo. Evo, tu ponujamo, imate 3 smišk za kuponček z nutelo, polnjene ali pa s kremo. Če ne imate pa tam še v kozarčku, v bistvu krema iz refoška in malvazije in zraven gore tak crunchy. Tu naprej imamo tudi za prodajo mešane piškote, pa kroštole, pa netončke z nutelo polnjene, tako da se jih da dobiti tudi prej, ne samo decembra, malo prej. Prosim. Sladka Istra je mednarodni festival in letos so z nami tudi kolegi iz Vižinade, ki jih bomo srečali tukaj 2 stojnici naprej. Tukaj so pa dobrodelna stojnica Mestne občine Koper. Katere izkupiček bo šel, kam boste namenili letošnja zbrana sredstva? Letošnja zbrana sredstva pa grejo v botrstvo, projektu Botrstvo. In kdo je spekel vse te sladice, ki jih ponujate na vaši stojnici? Vse te sladice smo pa spekle pridne sodelavke, ki smo zaposlene na Mestni občini Koper, ki rade pečemo in se že nekaj let udeležujemo Sladke Istre, vedno z dobrodelno noto. Hvala lepa in še tako naprej. Hvala. No, tukaj kot napovedano so naši kolegi iz Vižinade. Pozdravljeni. Ćemo tu blizu. Tudi v Vižinadi imate Slatku Istro, danes ste pa naši gosti na Slatki Istri u Kopru. Da, mi imamo u Vižinadi već tradicionalno 21. smo imali ove godine Slatku Istru koju održavamo svake godine 14. augusta u 8. mjesecu, tako da sakupljamo samo tradicionalne kolače. I to kako vidite pandešpanja, kroštole, pince, cukerančiće, paštine, povetice, tako da mi držimo tradiciju naših baka, jer one put nisu bile ove lijepa vremena, bili su samo obični kolači, ali su bili jako vrijedni i moramo držati tu tradiciju. Ali bitno je za domaće kolače da budu domaća jaja, sve domaće, tako da i uspije. Mogu vam reći da mi sakupljamo kolače iz cijele Istre, faktički od Bujštine, Panzištine, Žminja, Pule, Rovinja i svake godine imamo oko 250 izlagača, ali bitno ono što sam naglasila, samo domaća tradicija i da držimo tradiciju za buduće generacije, za naša djeca da mogu to nositi u budućnosti. Hvala lijepa. Hvala vama.
Tako kot ste videli, Sladka Istra vsakič znova združuje tradicijo in modernost, no z nami so tudi naše kozice, maskoti Kopra, ki razveseljujejo zlasti naše najmlajše obiskovalce. Poleg ponudbe na stojnicah Sladka Istra vsakič znova ponuja tudi pester spremljevalni program, ki se bo oba dni odvijal na kar 3 prizoriščih. Vsak čas bo tukaj naš gost. No, če se še malo sprehodimo med našimi ponudniki, vidimo z vseh koncev Slovenije so prišli Terme Snovik, pa različne sladke pijače, tudi to paše na Sladko Istro, sladki sokovi, sladki likerji. Degustacije potekajo s pomočjo kupončkov, ki jih dobite na prizorišču. Za 5 degustacijskih kupončkov boste odšteli 3 evre. In že smo pri posebnih ponudnikih, to so ponudniki pasje prehrane. Kaj natanko ponujate? Mi ponujamo pasje priboljške, naravne, brez soli, brez sladkorja, tako da so čisto zdravi pasji priboljški. Hvala lepa, torej tudi naši mali 4-nožni prijatelji se bodo lahko posladkali. Sladka Istra vsakič znova razveseljuje prav vse, in najmlajše, starejše. Tudi za otroke smo poskrbeli z bogatim spremljevalnim programom. Med drugim bodo otroške delavnice, otroške predstave, učenje angleškega jezika na Sladki Istri. Skratka, tudi našim najmlajšim danes ne bo dolg čas. Sprehodili se bomo še do zunanjih prizorišč oziroma do zunanjih prireditvenih šotorov, kjer nas čakajo naši vinarji in ponudniki čokolade. Seveda medeni izdelki, tudi to je del Sladke Istre. Je kapirala, je! Obiskovalci, kot vidite, se že množijo. Na prizorišču se bo v kratkem odvijal tudi spremljevalni program, kmalu bo na vrsti že naš današnji prvi gost. Sladka Istra je vsakič znova tudi priložnost za učenje priprave istrskih sladic. Tudi danes bomo imeli delavnice na sporedu, natančnejši program si lahko preberete na www.sladka-istra.si. Lahko pa nas ves dan spremljate tudi na našem Facebook portalu Sladka Istra. No, zdaj pa, če se sprehodimo še ven. Od zunaj imamo sonce. Žal nam vremenska napoved ni dovolila, da bi Sladko Istro izpeljali od zunaj, kajti napovedi za jutri so slabe, no danes imamo sonce, kar nas veseli. Lahko se sprehodimo v šotor, kjer so naši vinarji. Tudi sladka vina, likerji so del Sladke Istre. Isto tudi degustiranje vin poteka s pomočjo kupončkov. Z nami je tudi priznana primorska vinarka Vina Bordon. Kaj ponujate danes? Lepo pozdravljeni. Vina Bordon imamo zelo široko paleto različnih vin. Danes smo pa za obiskovalce Sladke Istre bomo predstavili naši 2 sveži sadni penini in pa seveda širok nabor sladkih vin, ker smo na Sladki Istri. Tako je, hvala lepa. Dežela čokolade vsakič znova pritegne tiste čokoholike, če jim tako rečemo, in tudi danes imamo bogato ponudbo v deželi čokolade. Tukaj so naši kolegi iz Radia Koper in s klubom Gremo plesat, ki skrbijo za veselo vzdušje na prizorišču.
No in že vstopamo v deželo čokolade, kjer so zbrani različni ponudniki čokoladnih izdelkov, od pralin, čokoladnih lizik, najrazličnejših čokolad. In z nami je tudi Daniel Sertič iz koprske čokoladnice Da Ponte. Kaj ponujate? Lep pozdrav. Ponujamo čokolado in hvala Bogu, Sladka Istra je spet na vrsti, tako da, kaj naj rečem, pridite provat na Sladko Istro, sladke dobrote in seveda stopite k naši stojnici čokoladnica Da Ponte. Hvala lepa. Pravi, moramo dobiti tega skriba, da ga izprašamo. Zaledja. Tako, še enkrat vas vabimo, da se nam pridružite v koprski areni Bonifika danes do 19. ure in jutri med 9. in 19. uro.